je bil nekaj pod 3, 2014 še manjši in 2015 0, torej zbalansirano izravno. No, ampak kljub takšnemu proračunu, ki smo ga mi pripravili, ki smo ga predstavljali državnemu zboru, nas je zdajšnji gospodarski minister, magister Stanko Stepišnik, spraševal, koliko bo to novih delovnih mest, koliko bo to novo nastalih podjetij in koliko bo to dvig GDP-ja. Zdajšnja predsednica vlade je pa takrat v našem proračunu rekla, da še obstaja upanje, samo pravo pot je potrebno obrati. Draga predsednica vlade, pozivamo te, obstaja še upanje, pravo pot je potrebno obrati. To pa, da se skupaj z vsemi političnimi strankami v tej državi vsede skupaj in da pripravimo proračun tako, da bo balansiran, ne 0, da bo, če je prihodkov za pol milijarde manj, tudi odhodkov približno toliko manj. Kaj mislite, da so opozorila po včerajšnji seji finančnih ministrov Evropske skupine in da so nas uvrstili na točko razno, da je to nepomembno? Kaj vse so s tem simbolično povedali? In potem, ko je Olli Rehn izjavil, da se čas izteka in da so razmere resne. Državljanke in državljanom odgovorno v Slovenski ljudski stranki lahko povemo, če vladna koalicija tega našega predloga ne bo sprejela, bo v jesen naslednji rebalans, kar pomeni še težje in ko bodo ameriške dolare, ki jih imajo, še za porabili, bo šla država v stečaj oziroma pomeni prihod Evropske trojke, takrat pa bodo koraki žal težji. Mi predlagamo, tako kot smo, ko smo vodili vlado, tudi sedaj v opoziciji, da so ti koraki po segmentih z manjšim delom in s tem damo začeti dihati gospodarstvo. Veste, dokler gospodarstvo ne bo začelo proizvajati in večati bruto domačega produkta, se moramo mi vstaviti tu na tej porabi. Ne gre, to tudi moja mama ve. Če ima 180 evrov penzije, lahko 180 punca, ne pa 300. In to bi morala veriti tudi predlagateljica proračuna Alenka Bratušek. Skratka, v Slovenski ljudski stranki bomo odgovorno to tudi speljali in to naredili, če pa bo seveda vladna koalicija pritegnila temu, pa je odgovornost popolnoma na njeni strani. Hvala lepa. Besedo predajam še poslancu Slovenske ljudske stranke, gospodu Janezu Ribiču. Jaz sam bi dodal samo to, da mislim, da je prišel skrajni čas, da več politične stranke ne razmišljajo, kako bi si nabirale neke politične pike, ampak da je potrebno stopiti skupaj, prevzeti odgovornost in napraviti taki rebalans proračuna, ki bo vsaj nekako nakazoval, da bi se lahko izvlekli iz te krize, v katero smo padli. Mislim, da je seveda zelo, zelo narobe, da na prihodkovni strani v proračunu nismo naredili nič, se pravi, da še razmišljamo, da ni potrebno ne vem kako varčevati, da ni potrebno sprejemati takšnih ukrepov, ki bi tudi na prihodkovni strani lahko prinesli kaj v skupno blagajno, v proračun, da smo pa na odhodkovni strani, se pravi, povečali toliko odhodke. Ne vem, bojim se, ali ta vlada s tem kupuje neki socialni mir za mesec, 2 ali 3, kajte vemo, kaj nam sledi, če ne bomo tokrat stopili skupaj. Zato v Slovenski ljudski stranki seveda pozivam vse stranke, tudi tiste v opoziciji in tudi tiste v koaliciji, da moramo skupaj prevzeti odgovornost in nekaj napraviti za to državo že končno. Hvala lepa. Mogoče kakšno vprašanje še? Jaz imam vprašanje. Pravite, da je predlog rebalansa premalo ambiciozen. Kakšne predloge imate? Zdaj smo že toliko pozno, Evropska komisija pravi, kakšne konkretne predloge imate vi za rebalans, za uravnoteženje financ? Če sedaj pričakujete od mene, da vam bom povedal, kje bi posegali, to smo povedali že delno, ko smo bili v vladi. In če bi se ta program po ministrstvih izvajal vse skozi, ne pa da je prišlo do metanja naše vlade, potem danes v tej poziciji ne bi bili.
Sedaj smo v težjem položaju in bo trebalo še nekaj dodatnega narediti. Veste, bistveno težje, ampak vendarle, na dolgi rok je to edini način, da posežemo že v neke dobljene pravice, kot pa da dvigujemo davke. Ker z dvigovanjem davkom dušimo gospodarstvo. In s tem namesto, da bi ustvarjali delovna mesta, jih še zapiramo. Torej, to ni rešitev. Imamo predloge in zato predlagam, da se sedemo z zaprto mizo, za zaprto prostoro, torej brez medijev, brez javnosti, da to predstavimo in to skupaj nastopimo kot parlament. Mediji danes poročajo, da bo državni zbor sprejel proračun. Ne bo ga, ne bo. Poročajo naj, da bo to sprejela koalicija. Mi v Slovenski ljudski stranki ne bomo grobari naše države. Menili ste, da je treba, da bi bilo bolje kot višati davke, mogoče poseči nekateri že pridobljene pravice, to pomeni tudi nižanje pokojnin. Jaz sem vam povedal, kaj bi naredili, kaj je nujno potrebno narediti, o konkretnih zadevah, pa seveda ne bom govoril, ker je to tudi zato, da koalicije ne pripeljemo v pad pozicijo, ampak želimo res pošteno in odkrito se vsesti za mizo in tam predstaviti vse možne predloge. Hvala za vašo udeležbo.